Živjo, pozdravljeni, tukaj z vami sem Jan in danes bom z vami nadaljeval serijo o prvih vratih, prvem poglavju knjige Golo do Vajs. In v prejšnjem posnetku sem bral, v bistvu sem ostal na strani 3, tako bom s tem nadaljeval, se pravi, ostal sem pri hadisu iz Nadžul Balage v pridigi o Vinu Amalija iz prve knjige na strani 215, ko sem omenil, da so Ahlul Bejt drevo preraštva in da lokacija sporočila in da so oni to mesto, kamor se angeli vračajo. Dobro, da v Golo do Vajs piše, se pravi, če berem iz Golo do Vajs na strani 3 iz prve zaveze, prvo poglavje, prva vrata, Adamitska kovenant ali zaveza, vidimo, da se referenca na drevo v Koranu, kjer Bog pravi, ali niste upoštevali, kako Allah, Bog, pokaže primer, da napravi dobro besedo kot dobro drevo in njene korenine besede so zelo fiksirane in njegove veje, njene veje, se pravi veje drevesa, alegorično seveda, in besede segajo visoko do neba. To najdemo v Svetem Koranu, sura Ibrahim, 14. sura, verš 24. In Abba Sadik piše, da je jasno, da očitno tistemu, ki bere, to je beseda, drevo, metafora za besede in da kompletne besede Boga so Mohamed in družina Mohameda, od njih je mir. In nadalje sveta hiša preroka je interpretirala dobro drevo, da so Mohamed in Mohamedova družina. In oni so interpretirali zakleto drevo v Koranu, da to zakleto drevo ni kot to drevo zemlje, ampak so to interpretirali kot umajatsko dinastijo. Več o tem si lahko pogledamo v prelepi zgodovini islama, relacij arabskih plemen med seboj, med drugimi plemeni, međusobno in med drugimi tudi. Se pravi, če pogledamo zgodovinsko, zelo vibrantno, zelo zanimivo, lahko imamo veliko diskusij in sigurno jih imamo, ker mnogo ljudi še danes razpravljajo o tem, katera je pravilna verzija tega. No, da ne dolgovezim preveč, zatorej lahko zaključimo, da iz vsega tega, da je Adam, iz katerega drevesa je on jedel in kateremu se je približal in kateremu je bilo to drevo prepovedano, da z njega je, ni bilo dobesedno drevo, ampak to drevo je kazalo na neko persono, na neko osebo. Se pravi, pripovedovano je bilo, tukaj vam bom pripovedoval hadis, pripovedovano je bilo od Ibn Abdusa, ki je pripovedoval od Ibn Kutejbe, ki je pripovedoval od Hamdana Ibn Sulejmana, ki je pripovedoval od Al-Harvija, ki je rekel, se pravi, Al-Harvi je rekel sem Al-Ridi, alejhissalam, o sin poslanca Boga, povej mi o drevesu, s katerega sta Adam in Eva jedla. Kaj je bilo to drevo? In ljudje so se razlikovali, kar se je dotikalo tega in eni so rekli, da je bila to pšenica, drugi so rekli, da je bilo to grozdje in tretji so rekli, da je bilo to drevo zavisti. In oni so rekli, ti ljudje so rekli, vse to je res. Se pravi, tukaj vidimo torej, kaj je resnica. Ti ljudje so rekli, vse to je res. Se pravi, to se sklada, na koncu tega posnetka vam bom dal za primerjavo razmišljanja ruskega filozofa Aleksandra Dugina, ki je omenil, da je resnica relativna. Se pravi,
resnica je relativna, kakor kdo vidi resnico. Se pravi, imamo več vrst resnic. Imamo osebno resnico, imamo resnico o Bogu in imamo resnico, ki je očitna resnica. In resnica je nekaj, kar nekdo prepoznava kot resnično. Pač lahko je navidezno, lahko je resnično. Ni rečeno, da nekaj, kar je za nekoga navidezno, da je za nekoga drugega to resnično. Se pravi, resnica je, ali resničnost je nekaj, kar je relativno. In v tem se, naprimer, jaz strinjam z ruskim filozofom, kar ne pomeni, da imam kakršnokoli afiliacijo. Dobro, pustimo to ob strani, ker pripovedujem hadis. No, torej, kaj pomeni, da so vse rastline in drevesa, katere sem omenil, podobne, kljub temu, da so one drugačne. In Al-Rida, alejhiselam Al-Rida, imam Al-Rida, je bil imam osmi, Ahlul Bejta. In on je rekel, o Abul Salt, drevesa vrta so nosila različne tipe sadja. In to je bila pšenica, in to so bile grozdje, in to je bila drevesa zemlje, pač vsa drevesa, pač jablčki, hruške, jabolke, slive in karkoli že k temu pripada in kaj so bila ta drevesa zemlje. In kot tako je Bog počastil Adama, alejhiselam, da je ukazal angelom, da se mu poklonijo in da naredijo njega superiornega v raju, v tem edenskem vrtu. In Adam je rekel sebi, Adam se je pogovarjal sam s sabo in je rekel, ali je Bog naredil kadarkoli človeško bitje boljše kot sem jaz. In Bog je rekel, kar je padlo v njegovo srce. In Bog je ga je poklical in je rekel, o Adam, dvigni glavo in poglej pod noge prestola Božjega. In Adam je gor pogledal in je rekel, da je bilo napisano pod nogami prestola, da ni Boga razen Boga in Mohamed je Božji poslanec in Ali ibn Abi Talib je princ vernikov in njegova žena Fatima je gospodična vseh žensk na sveta, svetov in Al-Hasan in Al-Husein, mir je nad njimi, so gospodari nebeške mladine. In Adam, alejhiselam, je rekel, o gospodar, kdo so tile? Pač ni mu bilo jasno, kdo so ti ljudje? In Bog je odvrnil in je rekel, oni so tvoji potomci, ki so prišli za tabo in so boljši kot ti in so boljši od vse moje kreacije. In če ne bi bilo njih, ne bi nikoli kreiral tebe, niti ne bi kreiral nebes in pekla, niti ne bi skreiral niti neba, niti zemlje. Zato nikoli ne glej nad njih z očmi zavisti, ali pa te bom odmaknil od moje strani. In Adam, alejhiselam, pač preveč je bilo za Adam. To je bilo preveč, ker je bil edini tam, ki je obstajal. Če si predstavljate, kako je biti v nekem okolju, kjer ti slišiš nek glas in reče, tamle piše nekaj in ti teh ljudi ne vidiš. Ne? In Adam je bil človek, je imel feelinge, občutke kot vsi drugi ljudje in je rekel, jim je zavidal, je rekel, in zaželel si je, da bi bil on tako dober kot oni. In zaradi te njegove pozicije, ki ga je postavila v dispozicijo, kar se Satana, hudiča, šejtana tiče, in hudič je šel proti njemu. Kaj se zgodi, ko se nekdo postavi v dispozicijo? Hudič gre proti njemu in ga vabi, dokler ni
jedel s prepovedanega drevesa. Ne. In hudič je zapeljal, je zvabil Evo in ona je zavidela Fatimija Zahri, alejhi salam, in ona je jedla iz drevesa, tako kot je Adam jedel, in tako se je zgodila ta stvar in je Bog vrgel ven iz Edenskega vrta Adama, Evo in to tretjo osebo, ki se imenuje po naše hudič, po druge ima šejtan, tretji Lucifer pač. In ko je šel pač Lucifer ven, je izgledal malo drugače, kot je izgledal, ko je prišel noter. To je nekako jasno, da ko greš ven iz enega takega okolja, kot je Edenski vrt, nekako vstopiš v širni beli svet in mogoče je kakšne poti ujamejo druge poti in kakšne poti se predi tega spremenijo. Dobro, malo sem dal kontemplacijo temu hadisu. Ta hadis se nahaja v Bihar al-Nabaru od Al-Alama al-Jalsija, 11. knjiga, strani 164 do 165. TV has gone through the other side. No. And If you say that, and they're not even trying to tell the if you truth say anymore. that Western TV Yeah. is sometimes biased, sometimes not, I would say Russian TV is sometimes biased, sometimes not. If you say we are sometimes not biased, but you are always biased, I would say exactly you are sometimes biased, we are So sometimes we're not always biased. exactly equal. Absolutely, and that is multipolarity. Right. There, nobody has monopoly on the truth. The truth is relative. I could accept that, but only if you accept that. If you say our truth is absolute, I would respond immediately. Our truth is absolute. I don't believe that, and you don't believe it. Or maybe you believe. If you believe that your truth is absolute, you are normal Western man. But normal I don't Western. believe anyone's truth is absolute. Okay, we could agree on that at least.